Pozdravljeni, otroci! Pa smo spet skupaj. Danes bomo poslušali zgodbo, ki nam jo bo povedala Paša. Še prej pa zapeli eno čudovito pesmico o tem, kako Bog skrbi za nas. Sonce je močno pripekalo, ko sta se dve ženi s težavo pomikale po kamniti prašni cesti. Mlajši je bilo ime Ruta, starejši pa je bilo ime Naomi in je bila tašča od Rute. Hodili sta že mnogo dni. Prihajali sta iz vasice v moabski deželi in sta bili napoteni v Betlehem v Izraelu, tja, kjer je pred mnogimi leti živela Naomi. Ruta pa je bila rojena v moabski deželi in je odzmeraj živela tam. Zato se je tudi kot otrok učila drugačnega jezika, kot ga govorijo v Betlehemu. Prav tako se je njen videz razlikoval od ljudi v Izraelu in od Naomi. Ampak veste, Bogu ni mar za to. Bogu smo vsi enako dragoceni. Zgodilo pa se je tako. Ko je bila Naomi mlada žena, je z možem živela v Betlehemu. In Bog je bil z njima zelo ljubeč. Dal jima je 2 sinova, ampak kasneje je prišlo do velike težave. V Izraelu je nastala velika lakota. Veste, lakota je takrat, kadar ljudje nimajo nič za jesti, kadar na poljih nič ne zraste in ne morejo speči niti kruha. Tako sta se Elimeleh in Naomi odločila, da je najbolje za njuno družino, da gredo v moabsko deželo, kjer pa je bila takrat hrana. In za Naomi je gotovo bilo to zelo težko obdobje. Zapustila je vse, svoje prijatelje, svoj rodni kraj, vse, kar je poznala, in za svojo družino šla drugam. In v moabski deželi so res imeli za jesti. Ampak zgodilo se je nekaj strašnega. Zgubila je moža. Elimeleh, Naomin mož, je tam umrl. Ostala sta jih še 2 sinova. 2 sinova pa sta se poročila z 2 ženama, ki sta prihajali iz moabske dežele. Eni je bilo ime Ruta in drugi je bilo ime Orpa. Ampak zgodba je še bolj žalostna. Tudi sinova od Naomi sta umrla.
A si predstavljate, kako osamljeno se je morala počutiti Naomi? Šla je v tujo deželo, izgubila moža in oba sinova. Ostala je sama z dvema snahama, z Ruto in Orpo. In nekega dne je Naomi sklenila: odločila sem se, da grem nazaj v Izrael. Zakaj? Ker je Bog Izraelu ponovno dal hrano in tam ni bilo več lakote. In Naomi se je končno lahko vrnila v svoj domač kraj. Ruta in Orpa pa sta se začudila odločili, da bosta šli za njo. Tako so spakirale nekaj stvari in se odpravile na pot. Potem, ko so nekaj časa potovale, je Naomi rekla Ruti in Orpi: veste kaj, bili sta zelo prijazni do mene in zelo sem hvaležna za vse, kar sta naredili. Ampak ne pojdita z mano, ostanita doma, ostanita med svojimi prijatelji v svoji domači deželi in uživajta tukaj življenje. In Orpa se je res tako odločila. Poljubila je Naomi, se je zahvalila in odšla nazaj k svoji družini in prijateljem. Ruta pa se je odločila drugače. Ruta je hotela ostati z Naomi in se vrniti z njo v Izrael. Ja, čeprav pa tam tujka in nikogar ni poznala. Želela je za Naomi. Zakaj? Želela je zaupati Bogu, v katerega je verovala Naomi. Ruta nič več ni verovala v bogove Moabcev. In to je bila najpomembnejša odločitev, ki jo je Ruta kadarkoli sprejela v svojem življenju. Zakaj? Ker se je odločila za edinega pravega Boga, ki ga najdemo v Svetem pismu. To je ta Bog, kateremu smo vsi tako dragoceni in nas ima enako rad. In tudi tebe ima Bog zelo rad, prav takšnega, kot si. Tako sta Naomi in Ruta dalje sami potovali proti Izraelu. Bilo je poletje in dnevi so bili zelo vroči. Pot je bila zelo naporna. Ampak Ruta je celo pot bila zaposlena s svojimi mislimi. Kaj vse je švigalo po mislih? Ali me bodo ljudje sprejeli? Ali jih bom sploh razumela, ko pa govorim drugi jezik? Ali bova imeli kaj za jesti? In ali bom si našla prijatelje? Ali bom osamljena? Vse to je Ruti hodilo po glavi. In kaj je bilo z Ruto in Naomi, ko sta šli v Izrael? Bog je čudovito poskrbel zanjo. Veste, reveži so takrat v času žetve lahko šli na polje in pobirali ječmen, ki je ostal. Takrat so delavci žito in ječmen vezali v snope in velikokrat jim je kaj ostalo okoli po tleh in takrat so prišli reveži, torej ljudje, ki niso imeli kaj za jesti in ki niso imeli denarja, da bi si kupili kaj za jesti in so pobirali to malo, kaj jim je ostalo, mogoče na težko dostopnem delu ali pa kje na koncu brazde. In tudi Ruta je to storila. Ruta je odšla na polje in tako kot ostali pobirala tisto malo, kaj je ostalo. In Bog je na tem polju tako na čudovit način poskrbel za Ruto. Na polje, na katero je šla Ruta, je bilo v lasti Boaza. In Bog se je dotaknil Boazovega srca. Boaz je bil tako zelo prijazen z Ruto. Tako zelo prijazen, da je zmeraj dovolil jesti z njegovimi delavci. In to brezplačno. In potem je še Boaz naročil delavcem, naj pustijo nekaj več ječmena in ga naj ne pospravijo, da bo Ruta imela kaj za vzeti. Ja, Boaz se je kasneje tudi zaljubil v Ruto. In tudi poročila sta se. In Bog jima je dal celo otroka, sina. In veste, kako zanimivo? Nekaj 100 let kasneje
se je zgodilo to, da je njun potomec bil sam Jezus. Ruta in Boaz se tega nista niti zavedala. In bilo je tako nenavadno. Seveda je pravi Bog, je pravi oče Jezusa Bog, ampak Ruta je pa bila babica Marije, ki je rodila Jezusa. In a ni to zanimivo? Ruta, ki je bila tujka v deželi, ki je bila revna, prav njo je izbral Bog, da bo babica samega Jezusa. Tako čudovito. In če tudi ti veruješ v Boga kot svojega osebnega odrešenika, potem se bo v tvojem življenju izpolnil njegov načrt za tvoje življenje. Ja, ta načrt ni enak, kot ga je Bog imel za Ruto, in ta načrt ni enak, kot ga ima Bog zame, ampak Bog ima prav poseben načrt za tvoje življenje. In če se ti kdaj zdi, da te drugi zavračajo, če se ti kdaj zdi, da nimaš prijateljev, da se počutiš kot tujec med svojimi prijatelji, ne skrbi. Bog te ne zavrača. Njemu si dragocen, točno takšen, kot si. On te sprejema in te razume, saj te je on ustvaril. In ima čudovit načrt za tvoje življenje. Vse, kar moraš ti storiti, je, da veruješ, da je on odplačal grehe za tvoje življenje in da mu zaupaš, da poslušaš njegov glas in greš po poti, po katero ti je pripravil, ker ima čudovit načrt za vsakega svojega otroka.